Pojdite in učite. In šli so. Dobro jutro, lepo pozdravljeni, dragi prijatelji misijonov. Tudi danes bomo pogledali v ta širni pisani svet, ki ga bogatijo, zalčajo tudi slovenski misionarji in misionarke. Danes se bomo tako posredno ustavili pri misionarju, ki vem, da ga dobro poznate tudi mnogi poslušalci Radia Ognjišče, zaradi mnogih navez z radijem, z vašo dobroto, zaradi pustne sobotne iskrice, tudi ostalih akcij z Janezom Krmeljem, ki je v decembru praznoval 70 let in tega so se včeraj v Zavodu svetega Stanislava tule v Ljubljani spomnili njegovi, lahko rečem, sodelavci, zdravstveni delavci, ki so ga v teh desetletjih dela na Madagaskarju obiskali, spoznali in bili z njim. Ena teh, s tako svežo misionarsko izkušnjo, misijonsko izkušnjo, je tudi Metka Skubic, ki jo zdaj prav lepo pozdravljam. Metka, pozdravljeni, vem, da ste bili ena tistih, ki ste zbrali skupaj to lepo družbo včeraj tule v Ljubljani ob misionarju. Ja, res je. Jaz sem mogoče ena izmed najmlajših obiskovalk Ampitafa, misijona Janeza Krmelja. Z medicinsko-humanitarno odpravo smo se zdaj že lani, septembra, odpravili na enomesečno odpravo v Ampitafa na Madagaskar in že tam je padla ideja, da ker bo letos Janez Krmelj se prav slavil svojih 70 let in skoraj 40 let delovanja na Madagaskarju, da bi bilo zelo, zelo lepo, da zberemo vse te zdravstvene delavce ali pa prijatelje misijonov skupaj in predvsem s poudarkom zdravstveni delavci in se še spet vidijo, obudijo spomine, si preštejemo lase sive, naše, njihove in nekako strnemo zgodbo Madagaskar, ne, in pogledamo, kako je bilo, kakšni so bili tisti začetki in kako se je vse to razvijalo v vseh teh letih, odkar Janez deluje na Madagaskarju. Kako ste se sami pripravljali na to pot? Kako drugačne so bila recimo pričakovanja od tistega, kar ste nesli seboj še v letalu, pa potem, ko ste pristali, od onega, kar ste res doživeli na misijonu? Ja, naše priprave so bile sicer zelo kratke, samo čez poletje. Veliko smo nekako tega medicinskega materiala uspeli nabrati in nesli s sabo v prepričanju, da jim to tam primanjkuje. Ugotovili smo, da imajo veliko tega materiala, ki se ga nabere, tudi veliko zdravil, ki jih Slovenija pošilja v misijon, vendar ga ne znajo uporabljati. Da tam predvsem potrebujejo se prav ljudi, ki bi jih naučili. Jaz sem bila namenjena za porodnišnico. In kar sem ugotovila je, da je res precej drugačno delo in od prvega šoka, ki sem ga doživela v prvem tednu, kako delujejo na tem, se pravi, na teh pripravah na porod in sama porodna izkušnja, poporodno obdobje in kako se tam rojeva, kako rojevajo ženske na Madagaskarju oziroma v misijonu Ampitafa, sem nekako se odločila, da moram pristopiti z eno ponižnostjo, z eno zahvalo, da sem lahko tam in da lahko dam, kar znam. Ne da pokažem, kako v Sloveniji delamo in smo najboljši in smo zelo dobri, ampak kaj jim lahko dam, da bojo oni za malenkost drugače gledali na sam porodni proces, to samo rojstvo, se pravi z tehničnega vidika in zato bi bilo lahko za ženske lažje ali pa za zdravstvene delavce. Nisem šla z enim zagonom, zdaj bom pa vse tle spremenila. Ja, ampak res z eno skromnostjo in ponižnostjo do te svetosti življenja. Rojstvo je tam čisto drugačno doživeti, se pravi porod in rojstvo otroka, prav tako smrt otroka, ki smo jo doživeli. In to me je zaznamovalo, lahko rečem, za vekomaj. Ja. Zaznamovalo me je ta skromnost ljudi, to še zmeraj neko veselje, ki ga imajo in kako je revščina drugačna na periferiji, tam, kjer Janez deluje, kot pa revščina v mestu. Ja. Revščina v mestu je tako boleča in vseobsegajoča, da resnično tam se mi je zdelo, da sem se spraševala, kaj se sploh da narediti. Medtem ko tam pri Janezu na podeželju je pa veliko še enega optimizma, enega upanja in neverjetna, neponovljiva izkušnja. Mi se v naših rubrikah v srečevanjih z misijoni najpogosteje pogovarjamo prav z njimi, z misionarkami in misionarji. Zato rad vprašam, kako ste videli delo misionarja, ne samo Janeza, verjamem, da ste se srečali tudi z ostalimi, tudi s Petrom v prestolnici. Kako gledate na te može in žene?
Jaz moram povedati, da Pedro Opeka je taka zelo markantna osebnost. Neverjeten občutek je bil. Bili smo tudi na njegovi maši ob 50-letnici mašniškega posvečenja. Tako na Zlati maši? Tako na Zlati maši. Neverjetna izkušnja, neverjetno doživetje, ko vidiš, kako ga ljudje čakajo, kako ga pozdravljajo. Resnično je ena taka veličina. In vse to, kar je naredil, kar sem imela možnost videti zdaj, to je tako, ni besed. Ni besed, kaj lahko en človek, kako lahko spreminja svet, premika gore. Kar se Janeza tiče, zame si je bil ta mesec ene take duhovne vaje. Predvsem neverjeten je, on sam reče, sem navit kot Feder in kot Feder, no, in v bistvu ko smo šli v Tanatu, to je še od njegovega misijona še 4 do 6 ur, še dlje, se pravi na konec, do konca, kjer in še malo na desno, kjer še Bog redko stopi dol, reče včasih, se poheca, res tam je konc ceste, tam je samo še reka na njegovo podružnico. In ko sem vprašala, kdo bo vozil, je rekel jaz. In ko smo šli s tem njegovim Toyota Jeepom, bil je v Japonkah, vozili smo po takih cestah, čez take mostove, da dobro, da smo bili v kasonu od zadaj, ker če bi spredi sedela in videla, bi po moje skočila in rekla, ne grem, šla bom peš čez. Tako da Janez je tako neverjeten, to je tako multipraktik, od pregleda elektrovoda ali dela črpalka, do najbolj, se pravi, teh revnih ljudi, ki rabijo neko podporo, sočutje, par toplih besed, do gradnje okrog njegovega misijona se gradi porodnišnica, zdaj se gradijo, se pravi, kot eni dijaški domovi. Se pravi, ko on zjutraj vstane, smo imeli obroke skupne, z molitvijo na začetku in na koncu, in zvečer je vsak večer še kakšne svoje prigode razlagal in pripovedoval. In to je bilo zame tako resnično ena tak občutek, kot da spršel domov po eni strani. Sem ugotovila, da odkar sem pred 35 leti šla od doma, sem prvič imela redne obroke, zajtrk, kosilo in večerjo, in to, da je Janez sedel zraven kot en oče in nas vse počakal, da sprašal, kako smo, kaj delamo, kako je dan potekal. Mi smo večinoma delali na vsak na svojem delovišču. Resnične take duhovne vaje ob delu. Neponovljiva izkušnja in stres je tam bistveno drugačen, kot je v Sloveniji, in drugače si utrujen, ali pa lahko rečem, sploh nisi utrujen, ker te napaja toliko ene energije, ki je okrog in krog tebe. Jaz verjamem, da ste na včerajšnjem srečanju, torej tule v Zavodu svetega Stanislava, lahko podelili prav podobna občutja tisti, ki ste doživeli misijone, posebej misijon Amphitapha, ki vas je zdaj povezal ob 70-letnici Janeza Krmelja. Kakšna je bila pa iskrena želja vaša, Mojca, recimo misionarjev? 70 let je veliko, če jih človek 40, kot ste rekli, preživi tam v povsem drugačnih razmerah, svetu, drugačnih skrbeh in obdan z drugačnimi boleznimi, je pa to še nekaj drugega. Ja, jaz res, vsi mi želimo Janezu zdravja. Predvsem zdravja, telesnega zdravja, ker on ima tam še toliko načrtov, on ima tam še toliko idej, ki se rojevajo vsak dan znova, da včasih smo prav rečeš, Janez, od kje vi jemljete vse to, od kje se vam rojevajo vse te ideje, da želimo mu zdravja in te energije, da bi ga spremljal Božji blagoslov na teh njegovih poteh in da bi dobri ljudje tudi Slovenije podprli te njegove projekte, ali na način, da se mu pomaga z znanjem, ki ga imamo v Sloveniji in ga lahko nesemo dol in pomagamo tem ljudem, ali finančno z donacijami, ker v bistvu on gradi ceste, gradi bolnišnice, gradi porodnišnice, gradi šole, zgradil je vrtec, šolo, lani so imeli tudi, se pravi, posvetitev liceja v Amphitapha, in to daje ljudem možnosti. V bistvu ne samo cesta, ki nekam pelje, cesta, ki pelje do možnosti, do napredka, do tega, da se ljudje lahko pridejo do bolnišnice, do nekih zdravstvenih storitev, do šole. Ponuja zastonj obroke in veliko staršev pošljejo otroke v šolo samo zato, da se najejo. In ko sem se vrnila, ko me je kdo vprašal, kako je bilo, sem rekla, kaj je bila en tak uvid, tam so res lačni otroci.
tam so res otroci, ki nimajo nič. To ni samo neki plakati in oglaševalne agencije, ki nabirajo neke donacije. Tam je res tako. Tako da tam res ženske rojevajo na golih lesenih mizah. Tam je resnično življenje dar, če obstane, če ga pa ni, je pa tudi dar, ker ga Bog vzel k sebi tega otroka. In so s tem spravljeni in pomerjeni. Tako da želimo mu predvsem zdravja in da bi vsi ti njegovi prijatelji in sodelavci ga podpirali še naprej, tako kot so ga do zdaj. Naj se te dobre želje in blagoslov, ki ste ga omenili, res razlije tudi na vse te prijatelje in vas, zdravstvene delavce, prostovoljce, prijatelje misijonov. Metka Skubic, hvala, da ste nas opozorili na to lepo srečanje, da ste nam prinesli utrinek tega praznovanja. Tudi mi želimo Janezu vse dobro, vam pa, ki ste zapisani tudi po eni strani misijonom, pa prav tako hvala za obisk v studiu in res vse dobro. Hvala tudi vam. Pojdite in učite. In šli so.